ko sem začel, če govorimo o Pipistrelu, Pipistrel, by the way, izhaja iz tega, da smo mi z motornimi zmaji nelegalno leteli, ker takrat seveda je bila to stvar, ki ni imela niti dovoljenja, niti registracije, niti nič. In zaradi tega nas niso dovolili, da letimo na letališču, ampak je upravnik rekel, če se hočeš ti raztreščiti s tvojo zadevo, daj se zvečer, ko grem iz domov, in da ne bom jaz nič kriv. In potem smo naleteli zvečer in na večernem nebu je bil zmaj zelo podobne oblike kot netopir. In ko sem začel to delati, sem rekel, itak v jugo ne bomo to prodajali, bomo prodajali v Italijo, in po italijansko je pa netopir Pipistrello, po latinsko je Pipistrellus. In sem rekel, bom jaz to naredil moje slovensko, bom odrezal ta zadnjo črko in bom naredil Pipistrel. Veste, to je bilo leta, tam konec 70-ih let, ko ni bilo še mojega prijatelja Larryja Pagea od Googla, recimo, ni bilo Wikipedije, ni bilo nič, In takrat je bila to v bistvu ena moja boljših idej, ker če greste danes googlati, recimo, Pipistrellus, netopirja, na Wikipediji, vam bo pokazalo sliko od netopirja, ampak spodaj piše, if you are looking for aircraft producer Pipistrel, click here, ker imamo več klikov kot netopir, Ampak to je bila sreča, kot drugo, ampak drugače, ja, blagovna znamka je pomembna, Večina vas je žensk tukaj in veste, da sestavina za parfum stane 2 evra, ali ga prodaja Kitajc po 3 evra, ali pa Gucci po 500 evrov, Razlika samo dodana vrednost, Tako da in tisto, kar se mi borimo, In ja, veste, takrat je bilo zelo enostavno prodajati. Takrat sploh nisi rabil, da ne govorimo o marketingu, Nič, rabil si prospekte, prišel si na letališče, na sejem in vsi smo imeli najhitrejše letalo, najboljše letalo, najvarnejše letalo, ker tudi če ni bilo, je informacija ostala tam, Danes je vsak kupec na dosegu leve tipke na miški. A veste, in če nas je 1000 ali pa jih je 1000 zadovoljnih, to nobenega ne briga, Če pa 2-3 niso, s tistimi socialnimi mediji, ki ste jih prej omenil, v 10 minutah vsi izvejo, In takrat je bilo dejansko bistveno lažje prodajati šmoren ali karkoli si imel. Danes moraš pa za blagovno znamko zelo skrbeti, ne moreš več prodajati megle, ker sicer imaš zelo hitro težave. Ok, ja, včasih, tako ste rekli, so šli na letališče, so se razdelili letaki, vsi so hvalili se stvari. Zdaj, v današnjem času je treba postaviti neko strategijo prodaje. Jaz verjamem, da je vaša strategija čez celotni razvoj podjetja se dejansko razvijala, pa tudi neko določeno šla. Zdaj, predvsem mi, ko gremo na tuja tržišča, si ponovadi postavimo 2 različna prodajna lijaka. Zdaj, en prodajni lijak je tisti, da zgeneriramo ljudi, zainteresiramo ljudi za našo vsebino in podamo neke dodatne informacije in predstavimo z nekim webinarjem, z nekim e-bookom, neke določene prednosti. Tudi to v letalskem delu bi, na primer, se dalo narediti. Drugi je pa dejansko prodajni lijak za tiste, ki so pa že zainteresirani, ki pa dejansko da konkretno povpraševanje. Zdaj, jaz vem, da vi dobite še en kup povpraševanj, tudi zgenerirate. Kako pa to pol poteka, na primer, zdaj nekaj je pač Office, ko to pridobi, kak je pol to povezavi s proizvodnjo? Kako potekajo ti postopki? Torej, jaz, kar se tiče strategije prodaje in marketinga, sem imel praktično v 33 letih samo eno odločitev in to je bila leta 2000, ko sem ukinil in prodajo in marketing. In sem se odločil, da mora ves denar, ki bi ga dal za prodajo ali pa za marketing, mora iti v inovativnost produkta, v varnost produkta, v blagovno znamko in v zadovoljne kupce, ki bojo naši prodajni agenti in ki bodo privabljali tudi novinarje, medije in tako naprej k nam, da bojo pisali o drugačnem produktu, boljšem produktu, brez da bomo mi investirali v marketing, ampak vse, kar me bo stalo za 10-stransko reportažo, je morda eno kosilo ali pa večerja novinarja, ki je prišel, ne vem, ali z National Geographic ali Washington Post ali od kjerkoli. In to se mi je izkazalo kot zelo dobro. Izkazalo se mi je kot zelo dobro, ker je bila ogromna motivacija za zaposlene. Ker so lahko vsi sodelovali pri nastajanju najboljšega produkta, ker so vsi prispevali k kvaliteti, ker so se zavedali, da od tega živimo. Veste,
Pipistrel je do zdaj proizvedel skoraj 3000 letal. Letijo v 170 državah in do zdaj niti ena nesreča ni bila dokazana, da je tehnična napaka pipistrela. Danes lahko imate 5 ljudi za vsako ramo od vsakega zaposlenega, lahko imate ne vem kakšen sistem, ampak če ni odgovornosti, če ni pripadnosti med zaposlenimi, če ni motivacije, potem se to ne bo zgodilo. In to je pomagalo nam pri prodaji. K nam so hodili zadovoljni kupci in so rekli, a lahko jaz te priporočim mojemu prijatelju, a lahko bi moj prijatelj pa nekaj prodajal to, a bi lahko mi prišli pogledati pa probati, ker ljudje ne verjamejo v prospektu, da vaše letalo s 300 litri res leti iz Čila do velikonočnih otokov 4500 km brez možnosti pristanka. Lahko pridemo probati, ker ne verjamejo, da lahko letalo leti 5000 metrov visoko, ker nobena cestna ne leti, seveda mi pa poletamo v Tibetu na 5000 metrih in gremo na 11000 metrov in tako naprej. In vse to je potem naredilo eno tako zgodbo med kupci, nami in bodočimi kupci, da dejansko nikdar nismo pogrešali prodaje. Mi, če lahko rečem, imamo en del proizvodnje, ki sprejema naročila od zastopnikov ali pa od kupcev, ampak da bi vi videli nekje eno reklamo od Pipistrela, jo ne boste videli nikjer. Ja, saj reklama sama po sebi je bila vsaka prodano letalo v tem primeru, ne? Zdaj pa, kdo pa dejansko je bil kupec? Jaz verjamem, da kljub temu, da nimate prodaje, verjetno imate izdelanega svojega kupca, neko njegovo starost, neko izobrazbo, končno fazi tudi lokacijo približno, ki pač se nahaja oziroma s čim se ukvarja. Kako ste to razdelali? Ker vsem, jaz mislim, da nekaj ste mogli imeti dorečeno. Ja, veste, zaradi tega, ker smo bili drugačni, naša letala so bili vedno tiha, bolj učinkovita, hitrejša in tako naprej, smo bili vedno trn v peti našim konkurentom in velikim in tako naprej. Zato je bilo vedno treba paziti, kaj delaš, kako delaš in kako boš preživel. Kako boš preživel krize, ki bojo sigurno prišle, kako boš preživel, če se bo kaj zgodilo ali karkoli. To strategijo smo naredili na način, da smo razpršili tveganje. Razpršili smo tveganje na način, da smo proizvajali različne tipe letal, od jadralnih letal, letal s pomožnim motorjem, šolskih letal, nenazadnje potem seveda tudi električnih letal in tako naprej. In da smo razpršili tveganje tudi teritorijalno. Mi smo takoj štartali na ves svet, čeprav je to v letalstvu zelo velik izziv, ne samo zaradi različnih zakonodaj, ker veste, v letalstvu je tako, da ne samo to, da je nekje nekaj dovoljeno, drugje je prepovedano, celo tako je, da prav ne sme leteti, recimo kakšna električna letala, za katere smo mi tudi morali seveda zakonodajo narediti, ne v Evropi, in zdaj že seveda jo v določenih državah tudi sprejemajo, ampak v Združenih državah Amerike še zdaj z električnim letalom recimo ne smete šolati. In zaradi tega smo iskali tudi kupce iz različnih segmentov. In če mene vprašate, kdo je naš kupec, bom zelo težko rekel, ker recimo mi smo pred 7 leti zmagali na tečaju indijske vojske s popolnoma, bom rekel, standardnim letalom za šolanje in nismo nikdar rekli ali pa planirali, da bomo šli v vojaško industrijo, ampak je bil zanimiv natečaj za 200 letal in če bi mi to takrat zmagali, bi bili cari, ki bi nas vsi spoznali in tako naprej. In smo šli tja in smo zmagali in smo šli v vojaško industrijo. A veste, in danes smo največji proizvajalci velikih dronov. Naši droni, recimo 15 metrov razpona, lahko letijo 100 ur. Mi vam dostavimo pico v New York, recimo na mest Volta, brez da pristanemo, pa pridemo nazaj brez pristanka. Vsako točko na zemlji lahko dosežemo. Zemlja ima 40 000 km obsega, naše letalo ima doseg 20 000 km.
A veste, ne? Tako da mi smo dejansko toliko doterali tudi ta vojaški program, ker se je zgodil sam, ker so prišli tudi še drugi k nam, ne? Obrambna ministrstva, da naredi še nam to in tako naprej. To pravi, šolska letala, fly for fun, ne? To se pravi, da uživaš, ne? V letalu. Agencije za nadzor iz zraka, za to, kar se zdaj dogaja tudi s temi malimi drončki in tako naprej. Mi smo imeli dejansko toliko razpršeno tveganje med našimi kupci, da smo ga imeli morda preveč razpršenega, ker je seveda vsak segment zahteval določeno customizacijo, ne, letal in je potem strošek razvoja postal s časoma zelo velik, ker vi morate vedeti, da razvoj v letalstvu je drugi najdražji za vesoljsko tehniko, ne. Bistveno dražji kot recimo v farmaciji, ne? Poleg tega imamo pa še mi certifikacijo, ki je dražja od razvoja. Ne? Tako da ta segment nas je potem malo tudi tolku po hrbtu. No? Zdaj dejansko vse, kar ste povedali, ne, so fakti, zaradi katerih ljudje kupujejo vaše produkte. Ne? Pomeni, da zato, ker so toliko dobro narejeni, ko imajo takšne prednosti pred vsemi ostalimi, dejansko produkt govori sam za sebe. In ker produkt govori sam za sebe, ljudje govorijo o njem. In lahko rečemo, da dejansko je beseda iz ust v ust glavni marketing pa prodaja za vaše podjetje, če se strinjate. Ne? Zdaj pa, ko ste že na začetku super sami omenili, vstopate pa v novo dobo s Kolosejem, oziroma zdaj preimenovanim Kolosejem. Tam pa verjamem, da bo sam prodajna strategija nekoliko drugačna. Kako ste se pa na to pripravili? Ja, seveda, sej ne nazadnje tudi pri vsakem letalu je pristop drugačen, ne. Kar je pa stalnica, ne, kar imajo pa vsi enako, je pa zadovoljna stranka. Zadovoljen kupec, zadovoljen obiskovalec. Če iz Koloseja obiskovalec ali cela družina, če bomo zdaj delali tako doživljajsko zgodbo, ne, da bo prišla iz Metlike v Ljubljano zaradi vsebine v Koloseju, ne, in ne bo šla zadovoljna domov, bolj mogoče 15 njihovih prijateljev ne bo prišlo v Kolosej, ne. Filozofija je popolnoma enaka, veste, končni kupec mora biti vaš motivator. Na začetku, seveda, ali je tiskovna konferenca, ali je tako izjava za javnost, ko sem jo postavil danes, zelo skop ali karkoli, pa če pogledate, danes so čist vsi mediji na naslovnici, so imeli pač Kolosej se poslavlja, Odiseja prihaja. Je to tisto, kar je dovolj, da vržete seme, da potem žanite. In ta filozofija zadovoljnega kupca je osnova za vsak posel, kakršen koli. Jaz se bom s tem kar strinjam, zato ker danes na spletu imamo en kup produktov, ko se ponujajo, ko so impulzivni nakupi, ljudje ga kupijo enkrat, pa ne kupijo nikoli več, zato ker je produkt na drugi strani ni dober. In zdaj, če je produkt dober, pol dejansko kupimo večkrat od te iste osebe, iste stvari, oziroma tudi druge stvari, ki jih ponujajo. Sam ne me narobe razumeti, z marketingom se da mrskaj narediti. Meni ne bo nobeden rekel, da je, ne vem, govorim te na pamet, ne me držati besede, da je Madonna toliko boljša pevka kot vsi drugi, vse druge. Ne, marketing danes naredi mrskaj, tudi ličila, se veste punce same, kaj naredijo. Ličila so marketing, se niso nič drugega, zato da pač moški pademo na marketing. Ne se smeje, tako je, a veste. In kar je pa narobe, če mene vprašate, in jaz nisem pristaš takega marketinga, je, da generiramo povpraševanje preko svojih potreb. A veste, danes zahodnjaki kupimo že 70% produktov, ki jih dejansko ne potrebujemo. In veste, potem je tista tanka črta med uspehom in pohlepom je problematična, da nas pahne čez. A veste, jaz ne bom pozabil nikdar, ker sem šel malo pred korono, sem se vozil po tej cesti kalifornijski dol ob morju in so bili taki veliki billboardi, in sta bila dva mlada fant in punca nasmejana tam, in odzadaj za njima en Ford, tudi tako zglancan, da je bil skoraj nasmejan,
In je pisalo, ne, tomorrow you'll be 16, v Ameriki vozijo s 16 leti, ne. Jutri boš star 16 let, ne. In jutri sem lahko tvoj, brez obresti, brez pologa, odplačevati me bo začel čez 5 let. In zdaj si vi predstavljate, ne, da pride hčerkica ali pa sinček domov in reče, mama, foter, a sta videla to? Ne? 5 let ne bomo rabili nič plačati, ne? In jutraj odpeljemo ta novega Forda, ne? In pa reče foter, ne, ja, ma čakaj, lej, vse boš rabo avto, ko boš imel 18 let, da bomo kupili, pa tako ne, ja, pa čak, takrat da boš moral plačati, ne? Boš moral takoj plačati, ne? In si, a si vi predstavljate, kakšna manipulacija je lahko tudi marketing, ne? Ja, jaz vem, da je denar sveta vladar, ampak mislim, da tudi v marketingu morajo biti kakšne tradicionalne vrednote. Veste, jaz zelo cenim uspeh, ne? In tudi cenim visoko postavljene cilje. Jaz sem bil celo takrat, prej bilo že omenjeno, da smo bili izbrani med 15,000 podjetij, ki so valdirana vsako leto v Evropi za najinovativnejše podjetje v Evropi. In sem visel po celi Evropi, taki veliki billboardi so bili z enim mojim stavkom, razen v Sloveniji, seveda doma ni nihče prerok, ampak je pisalo the goals must be set too high. Ne? Jaz vedno pravim, da si moramo postaviti cilje previsoko, ker danes visoke cilje ima vsak. In če si pa postaviš ti cilje previsoko, potem boš dal sleherno kapljico svoje energije, zato da jih boš dosegel in da boš prvi. Ker drugi dan danes je lahko prav vsak. Drugega si nobeden ne zapomni. Poglejte, če pogledamo na osebne odnose, ne? Ja, enega imamo izbranca, kaj nas drugi brigajo, ne? In dejansko, če si postavimo cilje prenisko, v dan današnjem svetu globalne konkurence, smo takoj drugi. Super, najlepša hvala. Zdaj še pa zadnje vprašanje. In sicer ne vezano na, bom rekel, tem na poslovanje kot tak, je predvsem to, tema sedi en kup podjetnikov, ljudi, ko smo cele dneve vpeti v poslovanje različnih podjetij. Zdaj, predvsem težko je ločiti osebno življenje pa poslovno življenje. Naprimer, jaz sam sem pač adrenalin junkie, rečem, jaz pač vozim downhill kolo, vozim ekstremno enduro, motocross, delam različne stvari. Da odmislim od tega lahko, bom rekel, neko normalno narekovajih, da pač pozabim na vsakodnevne obveznosti. Kako pa vi mislite o vsakodnevnih obveznostih? Ja, tako, jaz sem že prej malo menil, ne. Jaz, kar sem delal v življenju, mi je bilo vedno tudi velik užitek, ne. In tudi zjutraj iti med 200-300 zaposlenih, ki jim žari obraz, ki samo čakajo, kaj se bo tistega ne zgodilo, kako bomo spet spreminjali svet, to je zelo velik odklop, če lahko mene vprašate. In to, da sem lahko, ne vem, ali s fotografijo, ali z letenjem. Veste, letenje je največji odklop, ki si ga lahko privoščite, ne? Ker človeku letenje ni naravno, ne? In če vidiš ti zraka, imaš možnost videti zraka ali pa, bom rekel, nizko leteti, ne, na nekaj metrih, ne, in da priješ do drevesa, da greš z motornim zmajem čez, pa da greš po rečni strugi in tako naprej. To je taki odklop, da se ga ne da opisati, in če je to del tudi tvojega posla, potem dejansko živiš od zjutraj, od 4, ko vstanem, pa ne vem, do 2 po noči, ko se še pogovarjam in z Avstralci in s Kitajci, živiš svoj hobi in si sam zadovoljen, da dan ima 30 ur in da lahko vse to narediš. Super. Ja, jaz tudi iščem take osebe, ko mi znale povedati, ki pa lahko dan 30 ur, ker še ravno pa uro zraven, ne. Kljub temu, da vstajam 4, pa tudi hodim zelo pozno spat. Sicer vam bolj pravijo, da ste prvi podočnjaki Slovenije, ne, zdaj, ker školča ni več, ne, ampak to da ja. Super.
Ivo, jaz vam najlepše zahvaljujem za ta odkrit pogovor. Danes jaz verjamem, da smo vsi nekaj izvedeli, nekaj novega, slišali o vas stvari, ki sicer jih tudi vemo, ponovili. Tako da res hvala, da ste se danes vzeli čas, udeležili dogodka. Tako da... Jaz bi se zahvalil tudi vam, namreč jaz na taka gostovanja, na take dogodke zelo rad grem, ker me bogatijo, ker mi vračajo. Veste, ljudje smo ogledalca, ne? Dobimo tisto, kar dajemo in dajemo tisto, kar dobimo. In vsaki taki dogodki bogatijo človeka. Jaz zato, da pridem na en tak dogodek, nikdar ne zaračunam niti potnih stroškov, niti honorarja. Sem pa zelo srečen, če lahko organizator, če se obnaša lahko družbeno odgovorno. Vse od mene ste verjetno veliko prebrali, jaz zelo dosti doniram in se zahvaljujem Miloni, ker je donirala v denarju in tudi v spletni strani bolnici v Novi Gorici, oddelku za invalidno mladino v Stari Gori, kjer so otroci s cerebralno paralizo. In v spomin na to donacijo vam dajem eno tako lepo priznanje in enega vrabčka, namreč fundacija, za katero zbiram denar, se imenuje Vrabček upanja in hvala lepa res, da ste donirali. Hvala tudi.